Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V tokratni kratki pravljici bomo spoznali polha, ki mu zimska pokrajina nikakor ni bila všeč. In zato se je počasi odpravil na zimsko spanje. A palček mu je želel prikazati lepote čarobnosti zime, potem pa ubogi polh ni mogel več zaspati. Srčno upam, da mu je naposled le uspelo zaspati. Predlagam, da se hitro udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Polh Urh. Polh Urh se je počutil čisto otrplega. Misel na to, da bi šel ven, ga ni prav nič več navduševala. Kako žalosten je vrt v tem letnem času, je zavzdihnil. Tako žalosten in mrtev je, ko na njem ni nobene cvetlice. Ampak vrt vendar ni mrtev, mu je dejal palček Pavel. Samo spi, zdaj ko je zima. Zdaj ko je zima? Hočeš reči, da je že? Ja, zima, Urh, zima je. Za lešnikovo voljo, kako pozen sem, je rekel Urh. Nujno se moram čim prej odpraviti spat. Točno tako, le pohiti in gledaj, da se dobro pokriješ. Vsi se pokrijte, moji dragi prijatelji, kajti jutri ne bo več dobro hoditi naokrog v poletnih oblačilih. Močno se bo ohladilo. Naslednji dan je dejansko začelo snežiti. Sneg je ves dan padal v debelih kosmičih. Kot prilepljen na svoje okno, je palček Pavel občudoval lepoto zimskega spektakla. Kako je lepo! Kako je to lepo! Mislil je na vse svoje male, speče prijatelje in seveda tudi na polha Urha. Če bi Urh lahko to videl vsaj enkrat v življenju, ne bi nikoli več rekel, da je zima žalostna. Urh pa je trdno spal, mehko udobno pogriznjen v svoje mehko gnezdo. Pst, je zašepetal Pavel. Ali spiš? Hej, pst, pst, je zašepetal še malce glasneje. Odgovori mi, ali spiš? Odgovora pa ni bilo. Polh je bil še vedno čisto tiho in se ni premaknil. Ali se bo že zbudil, lenuh mali? Zdaj mu je polh obrnil hrbet in ne da bi odprl oči, zamrmral. Ali lahko pri tem nekaj malega progriznem? Že mesece nisem ničesar pojedel. Ne zdaj, je odvrnil palček, medtem ko ga je vlekel dol z njegovega ležišča. Ne, dokler ne vidiš presenečenja. Polha je odvlekel do vrat, ki so stala široko odprta. No, ali ni čudovito? Ja, ampak tako mrzlo je potarnal Urh. Ali si prepričan, da je že pomlad? Daj utihni in raje občuduj pokrajino, je vzkliknil Pavel, ves nasmejan. Polh si je pomencal oči in jih široko odprl. Pa saj to je grozno. Grozno? Kako to misliš grozno? Ja, točno tako, kot sem rekel, grozno. Ves ta sneg, vsa ta belina. To pa ja ni prav nič grozno. Nasprotno, čudovito je. Veš, Pavel, kaj je čudovito? Mu je odvrnil polh, medtem ko se je vračal nazaj na svoje ležišče. Čudovito je to, ko lahko mirno spiš, ne da bi te kdo motil. Spati, je vzdihoval Urh. Že zdavnaj bi moral spati. Ubožec se je zaman po svojih najboljših močeh zvijal v klobčič.
Zaman je zatiskal oči in poskušal razmišljati o prijetnih in pomirjajočih stvarih. Nič ni delovalo. Ne le, da je bil še vedno buden, sploh ni bil več zaspan. In to sredi zime za lešnikovo voljo. Zaradi nespečnosti je naš polh na koncu zapustil svoje gnezdo in stekel proti najbližji hiši navihanega palčka. Je kakšno presenečenje, je vzkliknil palček. No, vstopi že, namesto da tam šklepetaš zobmi in pridi hitro sem, da se pogreješ ob ognju. Veš, zdaj le sploh ni pravi čas, da se takšna mala živalca, kot si ti, sprehaja zunaj. Če pa si že tu, mi povej, kaj te je prineslo. Ne morem zaspati, je zaihtel polh. To je pa zelo zoprna zadeva, je priznal palček malce v zadregi. Ampak jaz ne berem pravljice lahko noč in ne pojem uspavank. Delam pa zelo dobre zeliščne čaje. Na, izvoli, spi in sanjaj o globokem spancu, v katerega se le boš lahko pogreznil. Polh je nagnil skodelico palčkovega zeliščnega čaja in se nakremžil. No, tako, je rekel Pavel. Zdaj pa te pospremim domov. Pa si prepričan, da bom zaspal? Spal boš kot polh. Kot polh. Potem, ko je svojega prijatelja pospremil domov, je palček ob svojem prijetnem ognjišču znova našel svoj ljubi mir. Ampak le za nekaj časa, kajti polh je kmalu spet potrkal na njegova vrata. Jaz sem, Joj, ne no, zdaj imam pa dovolj teh tvojih hecov, je vzkliknil Pavel. Takoj se vrni domov, si me razumel? Dajmo, brž v posteljo in da do spomladi ne slišim več. Rotim te, odpri mi. Dobro, no, v redu, vstopi, ampak res na hitro, ker sem se ravno odpravljal spat. No, poslušam te, zakaj ne moreš spati? Ne vem, je odgovoril polh. Čisto sem razdražen. Bi še malo zeliščnega čaja? Pa se je skremžil. Ne, nočem zeliščnega čaja. Ali si poskusil šteti lešnike? Lešnike? Se je začudil polh. Ampak zakaj? To včasih pomaga. Takole gre. 1 lešnik, 2 lešnika, 3 lešniki, vse do 100 lešnikov. In kar naenkrat in že spiš. Si prepričan, Pavel? Seveda sem prepričan. Mi palčki enako počnemo s samokolnicami. 1 samokolnica, 2 samokolnici, 3 samokolnice. Polh je za trenutek okleval. Je bolje šteti lešnike ali samokolnice? Samokolnice lešnikov, je Pavel hitro rešil dilemo. Upoštevajoč palčkove nasvete, se je vrnil k sebi domov in takoj, ko je legel v posteljo, začel šteti samokolnice. Štel jih je ure in ure, a še vedno kar ni mogel zaspati. Utrujen od tega, da še vedno ni utrujen, se je spet odpravil do palčka. V redu, že dobro, razumem, je zavzdihnil mali stari možic. To noč boš spal pri meni. Ampak pozor, samo to noč. In ne računaj name, da ti bom brisal nos in te zibal v spanec. Ko sta se ulegla, je poprosil še za pravljico za lahko noč. Za branje pravljice je že prepozno, mu je rekel Pavel in se pretegnil. Jutri moram zgodaj vstati. Nič drugega kot samo eno čisto kratko pravljico za spanček, prosim. Ne, ni govora. Ampak zakaj ne? Zato, ker pač ne. V redu, če pa tako, potem pa ne bom spal, je protestiral polh. Ker ga je misel na neprespano noč navdajala z grozo, je Pavel vstal iz postelje in odšel po edino knjigo, ki jo je imel,
palček vrtnar. A, boš videl, mu je rekel z vedrim glasom. Tole je zelo poučno delo. Polh je odprl svoje velike oči in prisluhnil branju prvega poglavja. Kako vzdrževati svojo samokolnico. Sledilo je drugo poglavje. Kaj storiti, ko je škropilnica preluknjena? Potem je sledilo branje tretjega poglavja. Prekopavati, ne da bi se utrudili. Temu je sledilo četrto. Ali znate posaditi zelje? Ko je Pavel prišel do 5. poglavja, je začel postajati utrujen. Ob branju 6. poglavja se je moral že ščipati za lica. Pri 7. pa se je zaradi rok, ki knjige niso mogle več držati, namreč knjiga se je zaprla sama od sebe. Tedaj se je polh tesno stisnil k palčku in tudi sam zatisnil oči. Pogreznil se je v globok spanec, ki je trajal celo zimo. Je kako simpatična pravljica, kaj ne? Ja, tale dobrovoljni palček Pavel je res prijazen. Tudi sama nisem najbolj navdušena nad mrazom, a moram priznati, da mi je zimsko vzdušje všeč. In tako je polh le videl ter doživel zimsko pravljično idilijo. Najbolje pa je, da sta skupaj s palčkom trdno zaspala in sanjala o toplejših pomladnih dneh. In upam, da spita še danes. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še pravljici Uš Uli, kjer boste spoznali nagajivo Uško in palčka Pavla. Lepo se imejte in prijazen pozdravček prav vsem. Čau, čau! Ja, sta bila pa res posrečena, ne? Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. In iskrena hvala vsem, ki radi prisluhnete pravljicam. Današnja domišljijska pravljica pa bo nekaj posebnega. Namreč spoznali bomo brata in sestro, ki bosta skozi risanje popeljala 2 žirafi v zasneženo mesto in drugod. Spoznali pa bosta tudi Božička. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom O žirafah, ki sta hoteli videti sneg. Pred oknom se je vrtinčil snežni metež. Nataša je opazovala drobne snežinke, ki jih je veter nosil v neznano smer. Že dolgo nisem bila v najinem gozdu, sem rekel in vzel barvico. Najprej sem narisal pegast steber, potem pa čisto na vrhu majhna ušesca in gobček. Kaj bo to? Se je začudila Nataša. Žirafa, sem zamrmral. Če hočeš, lahko dorišeš še vse ostalo. In prav kmalu je imela tudi trebuh, rep in 4 noge. Stala je na travi in strmela v zeleno steno gozda. V krošnji enega od dreves se je pojavila glava druge žirafe. Prav zanima me, zakaj imajo tako smešne vratove? Me je Nataša vprašajoče pogledala. Zakaj neki se ti pa zdijo smešni? Se je razburila žirafa. Eni imajo dolge nosove, drugi noge ali roke, še drugi pa zobe ali ušesa. Žirafa se je obrnila proč in odšla k svoji prijateljici. Najbrž sta bili lačni, saj sta takoj začeli ubirati listke z vršičkov dreves. Hej, kaj dobrega pa je tam? So spraševale velike in male živali in dvigale glave. Tukaj ni ničesar več. A vidiš, kako uporaben je tak vrat? Sem zašepetal.
Še dobro, da ne potrebuje šala. Dolg bi bil 10 metrov. In Nataša si je predstavljala žirafo ovito v šal in kapo z naušniki na glavi. Kaj pa je šal? Je vprašala žirafa, ki ni nehala prežvekovati. Ali raste na drevesih? Se je vmešala njena prijateljica. Hitro sem narisal drevo poraslo šali. Bili so dolgi in kratki, z resami in brez, enobarvni in črtasti. Žirafa je z gobčkom prijela enega od njih in ga z gnjusom izpljunila. Tega se ne je, se je zasmejala Nataša. S šalom ovijemo vrat, po zimi seveda. Jo, kaj pa je zima? Sta v en glas vprašali žirafi. To je tisti letni čas, v katerem sneži. Takrat se lahko sankamo, drsamo ali smučamo. Po zimi pa dobimo tudi darila od Božička, je recitirala Nataša. Žirafi sta se spogledali in skladno vzkliknili. Radi bi videli zimo. Potem pa sta stekli na najvišji grič v okolici. Stali sta prav na vrhu, se vzpenjali na vršičke kopit in iztegovali vratova tako visoko, da sta se z ušesi skoraj dotaknili oblakov, a vseeno nista videli zime. Prav bi mi prišel daljnogled, je rekla prva. Ali pa kukalo, je zavzdihnila druga. Daljnogled, ki sem ga narisal, je povečal celo 50-krat. Skozenj sta videli jezero s krokodilom, ki se je delal, da je hlod. Če bi znali, bi lahko prešteli datlje na oddaljeni palmi in mravlje, ki so korakale v sklenjeni vrsti. Tudi skozi močnejši daljnogled ne bi videla zime, sem jima začel pojasnevati. Žalostno sta povesili glavo. Lahko bi jo pospremila tja, kjer je zima, je zašepetala Nataša. Žirafe živijo v vročem podnebju. Še nikoli nisem slišal, da bi živele na severnem polu. Skomignil sem z rameni. Zboleli bosta in nastopile bodo težave. Kaj pa živalski vrt? Tam so žirafe. Nataša je na hitro narisala velike ograde, ograjene z ograjo. V nekaterih so že prebivali živali, toda ena je še bila prazna. Vrata je imela odprta. Če bi radi videli sneg, je začela moja sestrica, a ni uspela dokončati. Obe žirafi sta že bili v ogradi. Stisnili sta se druga k drugi. Mogoče zaradi mraza, mogoče pa zaradi strahu. In vrata so se za njima glasno zaprla. Žirafi sta se naselili v hiško globoko v vrtu. Veter je prignal črne oblake in začelo je snežiti. V majhnem okencu pod streho pa sta se pojavila dva gobčka. Kakšen mrzel, bel dež, brrr, je zatrhtela prva žirafa. To ni dež, to je sneg, sem pojasnil. Prav zares? Se je žirafama očitno popravilo razpoloženje. Videli sta prav to, kar sta hoteli videti. Čudovito, je negotovo zakašljala. Sedaj bi se radi sankali, drsali in smučali. V živalskem vrtu se ne ukvarjajo s športom, je povedala Nataša. Ja, kaj pa se potem počne? Sta vprašali žirafi. Ljudje opazujejo živali, živali pa ljudi, sem jima pojasnil. Zunaj je bilo strašno mrzlo. Žirafi sta hoteli gledati ljudi, a ni bilo nikjer žive duše. Odprli sta vrata in kar odšli. Zasnežena pot jo je vodila med ogradami. Med tekom sta lahko videli osuple golobčke in začudene poglede živali. Bežita, so rjoveli medvedje. Bežita, so kričale papige. Bežita, so sikale kače. Bežita, so molčale ribe tako glasno, kot to znajo le one. Če bi paznik poznal govorico živali, bi mogoče porinil nos iz svoje tople hiše. Toda, ker je ni poznal, je sedel pred televizorjem in jedel juho, paradižnikovo. Žirafi so stekli na ulico in osuplo obstali. Nikoli nista videli niti avtomobilov, niti tramvajev. Poglej, kaj se dogaja,
je zaklicala Nataša. Nikar ne stopite na cesto, sem opozoril žirafi in zraven njiju narisal drevesa z oblačili. Z zasneženih vej so viseli šali, kape in celo suknjiči in hlače s 4 hlačnicami. Žirafi sta se hitro oblekli, okoli njiju pa je bilo vedno več radovednežev. Poklical bom televizijo, se je drl nek moški in vlekel iz žepa telefon, njegov sin pa je začel v žirafi metati snežene kepe. Mogoče bo bolje, da se vrnete v svoj gozd. Vzel sem zeleno barvico. Morava se še sankati, drsati in smučati in videti Božička, sta me spomnili žirafi. Nataša je narisala hrib in blizu njega še zamrznjeno jezero. Eni žirafi je pripela smuči, drugi pa je nadela drsalke. Po 4 seveda. Ojej, ojej! Po zasneženih poljanah so se slišali njuni razburjeni vzkliki. Drsalki na ledu so se razkrečile noge, smučarka pa je drvela naravnost v košato drevo. Kapa pa je zdrsnila na oči. Na srečo sem bil jaz hitrejši. Drevo je izginilo še prej, preden se je uspela žirafa zaleteti van. Po cesti so drsele sani, ki sta jih vlekla jelenčka. Na njih pa je sedel starček v rdeči palerini, poleg njega pa je bil cel kup vrečk. Ja, kaj takega? Ko je videl žirafi, je sani hitro ustavil. Kaj pa delata tukaj? Hoteli so videti zimo, sta se veselo zahihitali. Ja, to pa je čisto drugače kot jaz. Božiček se je podrgnil po kapi. Vedno sem sanjaril, da bi videl Afriko. Toda ta dva, je pokazal na jelenčka, me nočeta odpeljati tja. Te bova pa midve odpeljali, sta vzkliknili žirafi. Jelenčka sta se začudeno pogledovala. Ta zmešnjava ima sploh ni bila všeč. Nikoli ne sanjarita, sem jo vprašal. Odkimala sta. Rada imava tako, kot je. Pa ostanita tukaj. In tako so se Božičkove sani, v katere sta bili vpreženi žirafi, odpeljale na jug. Zime si ni mogoče le predstavljati, moraš jo čutiti na lastni koži, sta govorili žirafi, ko sta se vrnili. Prav tako kot vročino, je stokal Božiček. Po utrujajočem potovanju je počival v palmini senci. Smučali sva in drsali, sta se žirafi hvalili ena čez drugo. V živalski vrt so naj hodile občudovati množice ljudi. Nataša in jaz sva si pomenljivo pomežiknila, z druge strani okna pa nama je pomežikala luna. Ja, simpatična pravljica, kaj ne? Malce drugačna, a kljub temu zanimiva. Otroci, vaša domišljija naj ne pozna meja. Vse je mogoče, a le če si to zares želimo. Sicer pa bi bilo res zanimivo v kakšnem živalskem vrtu pogledati, kako se žirafe počutijo v zimskem času. Oziroma še bolje bi bilo, če bi jih lahko to tudi povprašali. Otroci, v mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete mnogim pravljicam o živalih. Lahko pa pokukate še na YouTube kanal Draw for You, kjer se lahko na hiter način naučite risati. Izjemno talentirana slovenska umetnica vas bo zagotovo navdušila. Lepo kukajte. Uživajte zimske dni in pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja, domišljija. Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček.
V tokratni pravljici bomo spoznali prikupnega ježka, ki mu je silovit veter odnesel gnezdo, poleg tega pa je nastopila tudi zima. In ubogi ježek je hodil naokrog in iskal primerno zatočišče. Srčno upam, da mu ga je uspelo najti. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Nekega zimskega dne. Mali ježek si je pravkar pripravljal ležišče za zimo, ko ga je nenaden piš vetra prekucnil. Odnesel je njegovo udobno gnezdo in ga dvignil visoko v zrak. Ježek se je ves tresel, ko je veter tulil okoli njega. Kaj pa zdaj? Trdno je zgrabil svoj šal, kapo in rokavice, da mu jih ne bi odpihnilo, ter skušal najti zavetje med koreninami. Toda kamorkoli je šel, veter je tulil vse povsod. Ostal bom pri jazbecu, dokler vihar ne mine, je pomislil in si dobro potegnil kapo čez bodice. Potem se je tesno zavil v svoj topel šal, si nataknil rokavičke, globoko zajel sapo in odcapljal. Na travniku je bil veter še močnejši. Travne bilke so se močno upogibale in po zraku so se vrtinčili listi in snežinke. Ježek še ni prišel daleč, ko je naletel na družino poljskih mišk. Vse premražene so čepele v visoki travi in drgetale od mraza. Še prav nikoli nisem doživela takega viharja, je zacvilila mama miš. Veter nam je odpihnil gnezdo in moje uboge otročičke hudo zebe. Tudi moj dom je odpihnilo, je rekel ježek. Zdaj sem namenjen k jazbecu. Za vas imam nekaj, kar vas bo ogrelo. Snel je svojo volneno kapo in jo dal miškam. O, kako lepo, so cvilile miške in se pred vetrom stisnile vanjo na toplo. Hvala, ježek. Ježek je zaril nosek globoko v šal in je odcvoril ob deroči reki. Na bregu je stala vidra. Pihala in puhala si v šapice. Živjo, vidra, je zaklical. Kaj pa počneš? O, živjo, ježek, je odgovorila vidra. Moj kožuh me sicer dobro greje, šape imam pa čisto ledene. Na, vzemi jih, je rekel ježek in ponudil vidri svoje rokavice. Ogrele te bodo. Hvala, ježek, je rekla vidra. Ampak v tem mrzlem vremenu bi moral biti doma. Saj nimam več doma, je žalostno rekel ježek. Veter mi ga je odpihnil. Zdaj grem k jazbecu, je še zaklical in stekel naprej. Ježek je kmalu prispel v gozd, kjer je bilo še več snega. Težko ga je gazil in si utiral pot med snežnimi zameti, pa še veter je žvižgal in tulil okoli njega. Pod grmom sta se stiskala mama srna in njen mladiček. O, ježek, zakaj nisi v tem groznem viharju doma, v svojem gnezdu? Je vprašala mama srna. Ježek je povedal, da mu je gnezdo odpihnilo. Medtem ko je pripovedoval, je opazil, da mali srnjaček drhti od mraza. Vzemi ga, je rekel in mu podal svoj šal. Kako si prijazen, je rekla mama srna. Hvala, ježek. Ježek je gazil naprej, vse hitreje in hitreje. Z vrha griča je že zagledal jazbečevo hišo, ko mu je na poledeneli stezi spodrsnilo. Na pomoč, je zavpil in že drsel ter se kotalil po snegu. Jazbec si je pravkar kuhal čaj, ko je nekaj treščilo njegova vrata. Bum! Strela, kaj pa je to? Je zavpil in spustil kruhek. Odprl je vrata in skoznje se je privalila bodičasta kepa. Ja, za božjo voljo, je ves začuden zaklical. Saj to je ježek!
Jazbec je odnesel ježka v naslanjač ob ognju in mu prinesel skodelico čaja. Ježek mu je opisal svoje popotovanje skozi vihar. Zdaj mu je bilo toplo in udobno, zato je kmalu zaspal. Ježek je ostal pri jazbecu, dokler se vihar ni polegel. Potem sta se skupaj namenila tja, kjer je bil včasih ježkov dom. Malega ježka je že zelo skrbelo. Kako bom zgradil novo, močno gnezdo, ko pa je veter odnesel vse listje, bilke in vejice? Je plašno vprašal. Jaz ti bom pomagal, je prijazno rekel jazbec. Skoraj sva že tam. Presenečenje! Je nekdo zaklical izza vogala. Ježek je ostrmel. Živali, ki jih je srečal med viharjem, so mu zgradile najudobnejše gnezdo, kar jih je kdaj imel. Za najprijaznejšega ježka na svetu so zaklicale vse skupaj. Zelo srčna pravljica, kaj ne? In vedno znova spoznamo, da lahko s skupnimi močmi ter dobrimi prijatelji doživimo čudovite trenutke. Prav tako lahko znova poudarim, da se dobro z dobrim vrača. Zato bodimo prijazni drug do drugega. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še eni precej podobni pravljici z naslovom Sneženi mož in božične vile. Sedaj pa brž na toplo in uživajte zimske dni. Prijeten pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja, ubogi revež. Ne ti bo pa toplo, a ne? Imaš tako prijazne prijatelje. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes pa ne bom sama. Seveda, z mano boste vi, dragi otroci, in pa tale simpatičen kuža, ki že komaj čaka, da sliši novo pravljico, kaj ne? Ja. In ravno danes sem izbrala pravljico, v kateri nastopa simpatičen kuža. Mene že zelo zanima, kaj se mu je zgodilo. Vas tudi? Seveda, predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo novi pravljici. Pirko vajnijo, wow, wow. Bila je trda zima. Bela odeja svežega snega je pokrivala ulice in strehe. Tim si je nataknil kapo in rokavice in stopil na hišni prag. Bi naredili sneženega moža? Je zaklical fantom na drugi strani ceste. Ne, danes že ne. Danes bomo počeli nekaj drugega, so odvrnili in jo odsvrli za ovinek. Tim je bil razočaran. Kaj neki nameravajo, mulci nesramni, je zamrmral in zagazil sneg na ulici. Bom pa poiskal druge prijatelje. Po ulici se je prikotalil dostavni avto in se ustavil. Iz njega sta se skobacala dva toplo oblečena možakarja, odprla zadnja vrata, nato pa izginila v gostilno. Le zakaj sta odprla vrata? Se je začudil Tim, stekel do avta in zaslišal tihceno ječanje. Radovedno je pokukal v prtljažnik. Cviljenje je prihajalo iz velike škatle. Tim se skušnjavi ni mogel upreti in je škatlo odprl. V njej pa je sedel majhen kuža, se zagledal vanj in odprl gobček. Wow, wow! Povohal je Timovo rokavičko in se oglasil še enkrat. Wow, wow! Kaj je, mali, a greš lulat? Je zaskrbelo Tima. Pridi, pomagal ti bom ven. Previdno je spustil psička na tla. Kuža je prijazno pomahal z repkom in ovohal še Timove zimske čevlje. Wow, wow! Ho, ho, ne pa wow, wow,
se je zasmejal Tim. Wow, wow, je odgovoril gobček. No, potem boš pa wow, wow, ga je pobožal Tim in mu vrgel sneženo kepo. Igrajva se, dokler se ne vrne tvoj gospodar. Wow, wow je poskočil in kepo ujel. Splašil je vrabčka, ki je prestrašen odfrčal proč, kuža pa za njim. Tim se je prestrašil. Wow, wow, vrni se! Kuža ga ni poslušal, ker ga ni bilo nikjer več. Tim je poklapano gledal za ubežnikom. Pošteno ga je polomil. Spustil je tujega kužka iz neznanega avtomobila. Joj! Po psičkovih sledeh je stekel za njim med drevje. Naj gre še globlje v gozd? Bilo ga je strah, toda ubežnika je moral najti. Wow, wow, kje si? Wow, wow, pridi sem! Je obupano klical in se opihal skozi sneg. Zaslišal je glasen lajež. To je wow, wow, slišal me je, se je razveselil. Kuža je stal blizu potoka. Na bregu pa sta ležala dva znana fanta in iz ledene vode vlekla tretjega. Počakajta, pomagal bom, je zatulil Tim in se brž spustil do potoka. Vsi trije so na vse kriplje vlekli prijatelje na suho. Pa ni in ni šlo, še sami so počasi drseli v mrzlo vodo. Wow, wow, pomagaj, vleci, je kriknil Tim. Kuža ga je brž zgrabil za plašček, povlekel in uspelo jim je. Zvlekli so premraženega fanta iz vode. Vendar Rever sploh ni mogel stopiti na nogo, tako zelo ga je bolela. S težavo je premagoval solze in junaško stiskal zobe, da ne bi bruhnil v jok. Tim mu je previdno sezučeval in mu nogo ovil s svojim šalom. Kaj pa zdaj? Tedaj se je spomnil televizije in filma. Vedno, kadar ljudje koga iščejo, jim pomagajo psi. Štirinožcem porinejo pod smrček kakšen kos obleke izgubljenega človeka, kužki obleko ovohajo in ga slejko prej najdejo. Tim je pomolil psičku pod smrček svojo kapo in mu naročil. Wow, wow, teci k meni domov po pomoč. Kuža je šavsnil po kapi in je odsvrl med drevje. Pribrisal je iz gozda na cesto in močne luči so ga zaslepile. Zaškripale so zavore in avtomobil se je ustavil tik pred njegovimi tačkami. Iz avta sta zlezla dva možaka. Mejdun, tale kuža je vendar najin, se je začudil prvi. Marička, pa sva ga skoraj povozila, je pristavil drugi. Butelj mali, pa kaj pa delaš sredi ceste? In kaj imaš v gobcu, pokaži. Wow, wow, pa je stekel proč, se ozrl, zalajal, stekel dalje, se ozrl in spet zalajal. Ti hudir, nekaj narobe, se je pridušil prvi možak. Stekla sta za kužkom. Našla sta prezeble fante in ranjenca brž naložila v avto, kužka pa v škatlo. Tim je povedal, kje je doma in šofer je ponesrečenca takoj odpeljal k Timovi mamici. Si ti spustil psa iz avta? Je Tima strogo vprašal drugi možakar. Ja, je priznal Pobič. Cvilil je, pa se je mislil, da se bo polulal. Potem pa sem se z njim igral, pa je prestrašil vrabčka in ta je odfrčal, kuža pa je odsvoril za njim, jaz pa za kužkom do potoka. No, še sreča, fant bi v vodi lahko še zmrznil. Moj pes je enkrat za spremembo naredil nekaj pametnega in koristnega, je zamomljal možak. Prijel je Tima za roko in odkorakala sta na Timov dom. Tam je Timova mamica ranjenemu fantiču že trdno povila zvito nogo in telefonirala njegovim staršem. Hvala, Tim, je posmrkal prvi iz divje trojke. Hvala res, je smrknil še drugi. Brez tebe bi nam trda predla. Se bomo jutri skupaj igrali? Ja, je pokimal Tim in pomislil na kužka. Rad bi imel takega psa, je tiho rekel. Druščina je prikimala.
Takega prijaznega kosmatinca bi vsak od njih rad imel. In ko so se rešeni fantje poslovili in odšli, je Tim na hodniku zaslišal težke korake in globok glas. Nekdo se je pogovarjal z njegovo mamico. Potem pa so se odprla vrata in vstopila je mami z 2 znanima možakoma. Tule nekdo strašno cvili in išče prijatelja, je zinil prvi možak in postavil pred Tima veliko škatlo. Iz nje je skočil wow, zabevskal in polizal Tima po licu. A ga lahko obdržim, je zazijal Tim. Mami, očka in oba možaka so pokimali. Wow, se je oglasil kuža. Moj, wow, se je zasmejal Tim in ga stisnil v naročje. Kako prijetna pravljica. Konec dober, vse dobro. Ja, očitno je bilo temule fantiču namenjeno, da sreča kužka, da rešita njegove prijatelje in da na koncu ostaneta skupaj. Lepa gesta teh 2 možakarjev, kaj ne? Ampak, kot sem že enkrat omenila, živali pomenijo skrb, potrebujejo naš čas in našo ljubezen. Zato le previdno. Če pa imate že doma kakšno živalco, pa jo le stisnite k sebi. Vse živali tudi potrebuje kakšen objem, kaj ne? Tako. To je bila današnja pravljica. Če si želite slišati še kakšno pravljico, pa le pokukajte v moj knjižni kotiček, kjer vas čaka že kar nekaj pravljic. In zagotovo vam bo še kakšna všeč. Lepo se imejte in en wowski čau. Pozdravljeni otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni zimsko obarvani pravljici bomo spoznali polhca Sivčka, ki bi se moral odpraviti na zimsko spanje, a je na vsak način želel doživeti zimsko vzdušje. Mislite, da mu je bila zima všeč? Najbolje, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Polhkova prva zima. Poletja je bilo konec in družina Polhov se je pripravljala za zimo. Oče Polh je vse noči nabiral poganke in lešnike, da družina ne bo stradala. Gospa Polhova je zbirala suhe vejice in liste za udobno gnezdo. Kmalu bo napočil čas za prezimovanje, je povedala otrokom. Kaj pa je prezimovanje? Je vprašal polhec Sivček. Takrat se zvijamo v gnezdu in prespimo zimo, mu je razložila mamica. Ko se bomo zbudili, bo spet pomlad. Hočeš reči, da prespimo vso zimo? Je vprašal Sivček. Ja, ljubček, je pokimala gospa Polhova in otaknila še eno slamico v gnezdo. Zakaj? Je vprašal Sivček. Ker je po zimi mraz in zunaj ni hrane, je pojasnila mama Polhovka. Sivček je pomislil, kako je to čudno. Ali vse živali prespijo zimo? Je vprašal. A vse ne, je odgovoril oče Polh, ki se je ravno tedaj vrnil s polno vrečo lešnikov. Polhi pa. Ampak jaz nočem, se je odločno uprl Sivček. Rad bi videl, kakšna je zima. Ah, ne bodi no neumen, zimo vedno prespimo, je jezno pihnil oče Polh. Odložil je vrečo hrane in odhitel po novo zalogo. Ampak jaz nočem prezimovati, je Sivček zatrdil mami. Ko se bo ohladilo, boš pa prav rad. Takrat ti bo pognala gosta zimska dlaka, pa boš tak, kakor jaz, ga je zavrnila mama Polhova. Zdaj pa mi skoči ven po nekaj listov, bodi tako priden. Pripraviti moram udobno gnezdo, da nam bo po zimi toplo.
Sivček je zagrabil vrečo in odcapljal v gozd po listje. Tam je srečal veverico Čopko, ki je po tleh vneto pobirala žir. Zakaj nabiraš žir, Čopka? Je vprašal polhec. Ali tudi ti prespiš zimo? Veverica je odkimala. Ne, ampak ven ne hodim veliko, je odvrnila. Premrzlo je in hrane ni, zato nabiram zalogo za zimo. Rad bi videl zimo, je povedal polhec. Nočem je prespati. Zelo rad boš spal, ko bo jesen mimo, se je oglasil ježek Vodiček, ki je prilezel izpod podrtega drevesa, kjer si je gradil gnezdo. Kakor hitro pride mraz, si poiščem udobno skrivališče in tam spim, dokler ni spet pomlad. Torej tudi ti prespiš zimo? Je vprašal Sivček. Vsekakor, je prikimal Vodiček. Če spiš, se najlepše pretolčeš skozi zimo. Sivček je pomislil, kako dolgočasno je to. No, jaz že ne bom vso zimo samo spal, je povedal. Ne bom in pika. Ko je polhec z vrečo listja odcepetal proč, sta se Vodiček in Čopka nasmejala drug drugemu. Bomo že videli, se je muzal ježek Vodiček. Potem pa si je šel naprej graditi gnezdo. Sivček je sklenil, da bo izvedel več o zimi. Povprašal bom jazbeca Črtomira, je pomislil. On vse ve. Črtomira je zagledal, ko je nabiral praprot za gnezdo. Mi lahko poveš, kaj je o zimi, Črtomir? Je vprašal polhec. Črtomir mu je pripovedoval o snegu, ki pokriva zemljo, in o vodi v reki, ki je tako mrzla, da se včasih spremeni v led. Sivček si je mislil, kako razburljiva je zima. Komaj je čakal, da bo videl sneg. Noči so bile vedno hladnejše in polhi niso bile več veliko na prostem. Radi so se vračali v toploto svojega doma. Potem pa je oče polh nekaj noči oznanil, da je napočil čas za prezimovanje. Noči so že veliko prehladne, je rekel. Čas je, da se pošteno najemo, se zvijemo v gnezdo in zaspimo do pomladi. Mama polhova in mladiči so mu pritrdili. Čutili so, kako jih preveva utrujenost. Lotili so se jagodičevja in lešnikov, ki jih je bil nabral oče polh. Potem pa so se zleknili k dolgemu spancu. Vsi, razen Sivčka. Tudi on se je zvil in se delal, kot da spi. Ko so vsi trdno zasmrčali, je spet zlezel iz gnezda. Niti na misel mu ni padlo, da bi spal. Vso zimo bo buden, da bo videl sneg. Sivček je vsako noč hodil ven in iskal sneg. Zunaj je bilo zelo hladno. Sivček je bil vesel, da ima debel zimski kožuh. Gozd je bil ves spremenjen. Na drevesih ni bilo listja in na grmih ne jagodičevja. Videti je bilo, kot da vse spi. Sivček je taval po gozdu in upal, da bo našel tovariša za igro. A kaj, ko ni bilo nikjer nikogar? Potem pa je neke noči srečal Črtomira. Jo, kaj pa počneš zunaj, mali polhec? Ga je vprašal jazbec. Moral bi spati. Rad bi videl zimo, rad bi videl sneg, mu je zaupal Sivček. No, želja se ti bo kmalu izpolnila, ga je potolažil Črtomir in ovohaval zrak. Kar voham, da bo jutri snežilo. Sivček je že komaj čakal. Naslednjega dne je bilo res zelo, zelo hladno. Sivček je trepetal od mraza in se hrepeneče oziral po gnezdu, kjer so prezimovali njegovi domači. Potem pa se je spomnil, kaj je bil rekel Črtomir in pokukal ven, da bi videl, ali je že kaj snega. Zaprepadeno je strmel v čudni beli svet, ki se mu je razprostiral pred očmi. Vse je pokvaril bel prah, tudi drevje in grmovje. To je gotovo sneg. Končno ga vidi. Sivček je pohitel ven, da bi se igral. Čof, je padel v sneg. Bil je tako globok, da bi se kmalu čez glavo vdrl van. Sivček je splezal ven, kakor hitro je mogel.
Tako se je tresel od mraza, da so mu šklepetali zobje. Sneg mu ni bil nič več všeč. Tudi zime ni maral. Bilo je premrzlo. Sivček se je še zadnjič ozrl po belini in odhitel domov. Otresel si je sneg s kožuha in zlezel v gnezdo. Bilo je mehko in toplo. Mogoče pa zimsko spanje le ni tako napačno. Ja, bo kar držalo, kaj ne? No, pa je Polhec le doživel zimo, ki pa mu ni bila najbolj všeč, kaj ne? Moram pa priznati, da je bil morda malce trmoglav ter precej vztrajen tale Sivček. A pomembno je, da je to ugotovil kar na lastni koži, ter prišel do zaključka, da je zimo zaradi mraza res najbolje prespati. Je pa med raziskovanjem spoznal precej živali, ki zimo tako kot polhi prespijo, in živali, ki zimo le predremljajo. Luštna pravljica. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Sovica Oka, ki se je tudi odločila, da bo noč prespala, podnevi pa odšla raziskovati po gozdu. Le kako se je razpletla ta pravljica? Le prisluhnite ji. Otroci, lepo se imejte in pošiljam vam Polhkov pozdravček. Čau, čau! Ja, zima je kar huda reč. Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji, seveda zimsko obarvani pravljici, bomo spoznali prikupnega krtka, ki se je ves čas čuden nad snežno pokrajino odpravil na pravo pustolovščino. Le kaj vse je doživel med raziskovanjem? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Diamant v snegu. Pri moji kartini, je vzkliknil krtek, ko je nekega dne priril iz zemlje. Kaj pa je to? Bilo je sredi zime in gozdnato pokrajino je prekrila debela snežna odeja. Krtek ni še nikoli videl snega. Zaradi njega je bila pokrajina videti neznana in čudovita. Zapustil je svojo kartino in se podal raziskovati. Vse okrog je vladala tišina, kot bi bila vsa pokrajina začarana. Krtek se ni mogel načuditi, očaran od vsega. Potem pa je nenadoma začutil, da drsi po strmem zasneženem pobočju. O! Je stokal, ko se je s svojimi tačkami poskušal ustaviti. Ui! Je vzklikal, ko je brzel po strmini navzdol. Uf! Je zajavkal, ko je treščil ob drevesno deblo. Krtek se je pobral in presenečen zajel sapo. Nekaj gladkega in bleščečega je štrlelo iz snega tik ob njem. Bil je prepričan, da tega še trenutek pred tem ni bilo tam. To je zagotovo čarovnija, je pomislil Krtek. Videti je kot diamant. Moram ga vzeti s seboj domov, se je odločil. Krtek je nesel diamant po strmem bregu navzgor. Bilo je naporno. Diamant je postajal moker in spolzek, zato ga je bilo težko držati. Presneto, je rekel Krtek, ko mu je spodrsnilo in je diamant kar izstrelilo iz njegovih tačk. To je pa tako, kot da bi mi hotel pobegniti, je Krtek sopel, ko je lovil diamant po strmini. Morda pa je čaroben diamant, je pomislil. Kako je sopihal, ko je končno dosegal vrh brega. Vroče mu je bilo in bil je zelo utrujen. Hitel je ves nestrpen, da bi bil čim prej doma. Zdaj je bil prepričan, da je diamant res čaroben.
se je v njegovih tačkah spreminjal obliko. Bil je že skoraj na cilju, ko je spoznal, da v njegovih tačkah ni ničesar več. Diamant je izginil, tik pred njegovimi očmi. Tisti trenutek je mimo njegovih ušes privršala snežna kepa. Takoj za njo pa so prišli jež, veverica in zajec. Pozdravljen, Krtek, ga je živahno ogovoril jež. Ali se boš kepal z nami? Ga je povabila veverica. Toda Krtek je bil še vedno nesrečen, saj so bile njegove tačke prazne. Kaj pa se ti je zgodilo, Krtek? Ga je vprašal zajec. Krtek jim je povedal vse o čarobnem diamantu. Kako se je kar pojavil od nikoder, spreminjal obliko in hotel pobegniti, ter kako je končno izginil tik pred njegovimi očmi. Naj je Krtek svojo dogodivščino opisoval še tako prepričljivo, prijatelji mu niso verjeli. Vsi skupaj so se vrnili k drevesu, kjer je Krtek diamant prvič zagledal. Tukaj sem ga našel, jim je razlagal Krtek in kazal v sneg pred seboj. Zajec, jež in veverica pa so se smejali. Poglej, je rekel zajec in operil tačke v veje. Krtek je nezaupljivo dvignil pogled in takrat jih je zagledal. Na drevesu je bilo na stotine diamantov. Veseli so prav z vsake veje. To so ledene sveče, je pojasnila veverica. To je samo zamrznjena voda, je nadaljeval jež. Tista ledena sveča, ki si jo ti našel, se je stopila v tvojih tačkah, je razložil zajec. Torej ni bila čarobna, je bil žalosten Krtek. Ne čisto zares, mu je prijazno odgovoril zajec. 4 prijatelji so se podali v breg. Ko so dosegli vrh, se je Krtek še zadnjič bežno ozrl proti drevesu, polnemu ledenih sveč. Samo za trenutek se ustavite, je rekel ves vznemirjen. Poglejte! Sonce je zahajalo čez zasneženo gozdnato pokrajino in svoje zadnje žarke poslalo med veje drevesa, tako da se je prav vsaka ledena sveča svetlikala v zlati svetlobi. To je bil najveličastnejši trenutek, kar jih je doživel kdorkoli od njih. Krtek, zajec, jež in veverica so strmeli v drevo, začarani in prevzeti, dokler ni zamrl zadnji sončni žarek. To je bilo čudovito, je olajšano vzdihnil zajec, ko se je spet podal na svojo pot proti gozdu. Res krasno, se je strinjal jež. Pravlično, je dodala veverica. No, ste videli? Je smeji rekel Krtek ponosno. Saj sem vam rekel, da so čarobne. Ejoj, kako prikupen je bil tale Krtek, prav res. Tako pozitivno naravnan, navdušen nad zimsko pokrajino ter očaran nad ledeno svečo. In poglejte to drevo. Kako čudovito je moralo res izgledati ob sončnem zahodu. Ja, pravlično in čarobno, tako kot so ugotovile živali. In ja, stvari so v življenju res čarobne. Le videti jih je potrebno in verjeti vanje, predvsem pa verjeti vase. Otroci, v mojem knjižnem kotičku prisluhnite še mnogim zimskim pravljicam, ki so kot nalašč za hladne zimske dni. In ne pozabite, če imate željo slišati vašo najljubšo pravljico, mi lahko vaši starši pošljejo elektronsko sporočilo na naslov mojknjižnikoticek@gmail.com. Res se veselim prebiranja vaših sporočil. Uživajte, lepo se imejte in ne pozabite na svoje sanje. Naj bodo čim bolj čarobne. Čau, čau! Ja. Res lepo, ne? Kadar verjamemo v kakšne stvari.
Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji zimsko obarvani pravljici bomo spoznali prikupnega polarnega medvedka, ki je za svojo mamico pripravil presenečenje. Le kaj bi to lahko bilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Snežek in njegova skrivnost. Na vsem svetu ni bilo nikogar, ki bi ga medvedek Snežek imel tako rad kot svojo mamico. In tudi mamica je imela Snežka na vsem svetu najraje. Snežek in mamica. Vedno sta bila skupaj. No, skoraj vedno. Kajti Snežek je vedel za veliko skrivnost, dobro skrito nekje v bližini, in če je le mogel, je izginil tja. Mamica o tem seveda ni vedela ničesar, sicer skrivnost ne bi bila več skrivnost. Zato si je moral Snežek kar naprej izmišljati izgovore. Mami, lulat grem, je zaklical in je odsvoril na svoj skrivni prostorček, kolikor so ga nesle tačke. Tale lulu je bil pa dolg, je menila mamica, ko se je končno vrnil. Ja, je bil še kupček zraven, se je brž znašel Snežek in kar malo zardel. Tako, tako, se je namuznila mamica. Tudi kupček, da je bil, praviš? Ven se grem igrat, je rekel Snežek, ko sta se vrnila domov. Komaj pa mu je mamica obrnila hrbet, jo je spet pobrisal na svoj skrivni prostorček in se lotil, tistega, za kar je vedel le on. In ko ga je mamica poklicala h kosilu, je pridirjal nazaj skoraj brez sape. Od ušes do podplatov je bil snežen. Jaz sem, zvalil sem se po bregu, je odjecljal in navihano pomežiknil mamici. Ko je pojedel, je spet izginil. Čakalo ga je namreč še precej dela, preden bo opravil, kar se je namenil. Kmalu pa je bila njegova skrivnost že tako velika, da res ni mogel biti več tiho. Mami, mami, je kričal razburjeno, pridi pogledat, hitro! Mamica od začudenja kar ovnemela. Česa tako lepega še nikoli ni videla. To sva midva, je ponosno izjavil Snežek in pokazal na svojo veliko skrivnost. Dolgo sta jo občudovala, tiho in brez besed. Pa saj jih ni bilo treba. Snežek je bil vesel. Končno je lahko svojo skrivnost delil z mamico. Tesno objeta sta zaspala in se še v spanju držala na smeh, ker sta bila skupaj. Snežek in njegova mamica. Kako srčna pravljica, kaj ne? Ja, medvedek se je res potrudil in skrbno varoval svojo skrivnost. In poglejte, kaj je ustvaril. Prečudovito sneženo skulpturo. In kako vesela je bila mamica. In na koncu, poglejte, sta takole objeta, srečna, smehljajem na ustnicah, zaspala. Ja. Verjamem, da tudi vi kdaj pripravite staršem ali pa starim staršem ali pa komu drugemu kakšno presenečenje. In seveda so ga vsi zelo, zelo veseli. Takšno presenečenje pa ni nujno, da je v materialni obliki. Lahko je tudi na smešek ali pa kakšna lepa beseda. Vse to so lepa presenečenja, ki smo jih vsi veseli. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zelo podobni pravljici z naslovom Sneženi Medo.
zimski pozdravček prav vsem in najlepša hvala, da spremljate pravljice. Čau, čau! Kako prijazno.